Gledate oddajo Klepet ob kavi. V oddaji smo pred kratkim razkrili frekvenco za uresničevanje želja. Če želite preveriti, katera frekvenca je to, potem odklikajte na klepetobkavi.si. Pod zavihkom Glej oddajo boste našli naziv Frekvenca za manifestacijo želja. Sicer pa bo tudi danes beseda tekla o frekvencah. Ampak gremo mička najprej na izhodišče in to je, da bomo ponovili grško abecedo. A se jo še spomnite? Čisto lahko alfa, beta, gama, delta in na koncu imamo eno tako lušno, Edita zdaj povedala, če bom prav naredila, valovanje možganov, glavno tako nekako. No, sicer mislim, da je pravilno, nekje sem tudi videla takole, no. Zdaj, da mečkam ponovimo, ne. Alfa stanje je tisto zgodaj zjutraj in pa pred spanjem, potem recimo beta je najpogostejše stanje, v katerem smo večino časa preko dneva, na gama obratih delujejo naši možgani najbolj močno, delta pa je stanje globokega spanja, nezavesti ali pa globoke narkoze. No, in ko govorimo o teti, ja, tam pa seveda, to je tale, ne, znakec, no, zdaj sem dva narisala. Teta pa je torej nekaj, kar seveda bomo danes spregovorili z našo čudovito učiteljico Reikija in pa teta Healinga ter grafologinjo in osebno svetovalko Edita Tomič. Edita, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ja, zdaj o teta se res zelo malo govori, ne? Pa tako pomembno vlogo ima v naših življenjih, ne, ta teta stanje. Je tako? Ja, teta stanje je, v bistvu teta healing deluje na teta možganskem valovanju. To pomeni, ko se mi s potom tehnika teta healing postavimo v teta možgansko valovanje, se naši možgani upočasnijo, takrat v možganih ni zmede, ampak postane lepa taka frekvenca, ni kaosa, ker možgani so vedno enoopravilni. Čeprav mislimo, da imamo milijardo misli naenkrat, v bistvu ni res, ne? Vedno je zelo počasi in ko smo mi v teta stanju, takrat postanemo sugestivni. Takrat se možgani upočasnijo, delovanje se razširi, ne delamo samo z majhno kapaciteto in razvije se naša jasnovidnost, jasnočutnost, jasnoslišnost in pa jasnovednost. To je tako zelo laično razloženo. To rabimo slišati, da se lažje zelo predstavljamo. laično razloženo in potem mi v teta stanju skoncentriramo to elektromagnetno valovanje, to se pravi to energijo, in mi delujemo preko 7. nivoja, preko kreatorja ga mi imenujemo, nekateri Bog ali univerzalna brezpogojna ljubezen ali energija, s katero se postavimo in opazujemo, kaj se dogaja. To se pravi, teta praktik nič praktično ne dela, ampak ukazuje, kaj je potrebno, da se zgodi in potem opazuje dejansko, kaj se dogaja v osebi ali pa v njem preko tega kreatorja vsega, kar je. To je tako, veste, zelo imaginarno, ne. Ko sem šla jaz 2008 na seminar teta Healinga, sem si mislila, da sem nora, da sem plačala 300 €, zato da se tam učim, da bom videla v telo, kaj se dogaja, kaj počnemo z dušami mrtvih, kako čistimo vzorce in strahove. No, ampak sem vseeno vztrajala. Od teh ljudi se je razvilo v to, da je že od 2008 naprej delam terapije in pa seveda tudi učim. Torej te je prepričalo, ne? Ja, ampak jaz nisem iskala kvazi duhovnost. Jaz sem iskala tehniko, s katerim si bom rešila hude težave. No, v tem to sem hotela vprašati. Ja. Kakšne težave, recimo? Razne psihične stiske. Potem zdravstvene težave, ne. In ko sem jaz delala s teta Healingom, vse, kar mi je zmotilo, sem doma stestirala in počistila te vzorce. Ker pri teta Healingu je temelj to, da mi razgrajujemo nekaj, ne, kot neka telekineza, to se pravi, nek vzorec v podzavesti razgradimo in v tej celici zbrišemo spomin in potem nagradimo novega. Ker, glejte, jaz sem zapravila za ene seminarje, pa tečaje sigurno za en dober BMW, no, ampak se nič kaj zgodilo. Kajti vedno sem nekako želela prepričati moja zavest v neko drugo razmišljanje, kar pa ni v redu. Prvo je treba nekaj počistiti ven, ne,
To je isto, jaz rečem, sicer se zelo grdo sliši, ampak točno tako je. Ne moreš v gnojnico saditi repe rožice, ker bojo umrle. Isto je pa pri tej naši psihi, ker Theta Healing deluje na podzavesti, a ne? Na podzavesti, v podzavesti imamo pa mi kompletno banko spominov, kaj se je zgodilo, ne? To bi te rada zdaj kar konkretno vprašala. Torej, ti si rekla, da si to pri sebi našla te vzorce in jih spucala. Sama ali si imela nekoga, ki je to delal namesto tebe? Ne, jaz nisem imela denarja in sem se mogla kar sama, zato sem se tudi šla naučiti, ne? Jaz na osebnih svetovanjih v bistvu skupaj z osebo kopljamo te vzorce, kdaj se je začelo, naprimer, kdaj se je prvič začelo dogajati to, da ima oseba blazno željo po zunanji potrditvi in je celo življenje dober poligon za čustveno izsiljevanje. Prav se bo trudila v službi kot mama, kot žena, da bo jaz slišala, kako je dobra, ampak v bistvu se pa to nekje začne. In mi moramo poiskati, da se pravi, ta dogodek, ki se ga oseba spomni, ne, sej, a veste, na enem svetovanju ne moreš vsega narediti, ne, ampak ko se oseba spomni tega, gremo v ta dogodek in takrat opiše, kako se je počutila, to se pravi, kakšne občutke strahu, krivde in to je imela, iz tega dogodka ven počistimo in jo postavimo v sedanji trenutek. Tako malo resetiraš ti v bistvu določene stvari. To je v bistvu, naredimo delete in naložimo nekaj novega. Ne? To je, naprimer, kar se vzorcev tiče. Veš kaj, Edita, nekaj me zdaj zanima pri tej stvari. A smo mi, v bistvu je človek, ki torej, recimo, pride k tebi na to svetovanje, ker meni se recimo ne zdi enostavno spomniti se določene stvari za nazaj. A ga ti spravaš v bistvu kakor neko hipnotično stanje? Ne. Kako lahko človek se zave nekaj stvari oziroma se spomni? To deluje že čudežno, a ne? Tudi jaz sama ne vem točno, a ne? Jaz se postavim v teta stanje in ko se osebe usede nasprot mene, je v bistvu kot da bereš njegovo podzavest, ker se v bistvu s teta stanjem poveže z njegovo podzavestjo, ne? In jaz nič osebi ne govorim kot vedeževalec, kaj se je zgodilo, ampak samo z vprašanji. Kdaj se je to začelo? Kaj se je zgodilo? Kako se počutite? Kaj je vaš največji problem, ne? In ko oseba pove, zakaj je prišla, v bistvu mi pove, da je to njena vloga žrtve, ne? Kaj zdaj, če pri 40 letih pride pa reče, starši me niso imeli radi, a ne? Jaz že vem, da je to glavna njena vloga žrtve, ki jo drži v nekem stanju, v negativnem stanju in od tukaj štartamo, ne? Kako je bilo, kaj se je zgodilo, kako so reagirali, ne? Ker, glejte, tega psihičnega in fizičnega nasilja je v družinah ogromno. Spolnih zlorab je ogromno, ne? Potem psihično nasilje najhujše to, ko otroci imajo občutek, da niso dosegli tisto, kar so starši pričakovali in tako naprej, ne? In ta podzavest, pa zavest vmes je en mali delček, ker se s teto zelo ukvarjamo s tem delčkom, ta undercurrent, ki snuje obrambne mehanizme, a ne? In nažalost se dostikrat to tudi zgodi, da oseba zboli. Ker mi smo v bistvu Theta Healing, to pomeni teta zdravljenje. In če oseba ima fizične bolezni, pa da pride na zdravljenje, pa se nič ne spremeni, pomeni, da so v zadnji vzorci, ki jo držijo v tem, da ji ta vloga žrtve za nekaj služi. Zato mi potem začnemo kopati, kaj, zakaj. V bistvu, a veste, to so, ljudje so presenečeni, ne? In tudi nerodno jim je, ampak njihova podzavest že ve, zakaj ga je pripeljala do mene, ne? Glejte, tako kot vedno rečem, ogromno imam moških strank, ki ne iščejo kvazi duhovnost, ampak v bistvu, zakaj so prišli do izgorelosti, zakaj imajo tak partnerski odnos. To se pravi, mi rešujemo konkretne stvari. Ja? To je ena izmed postavk Theta Healinga. No, zdaj recimo, ko je pa situacija taka, kot je, še vedno seveda izvajaš terapije, ne? Torej, ne rabimo se mi tega naučiti zdaj, lahko v tebi zaupamo, ne? Da nas boš porihtala oziroma nam pomagala torej po tej poti pravzaprav samo raziskovanja in predvsem tega delitanja in zdravljenja, ne? Pa me zanima,
A so pa stvari, ki si recimo v svoji karieri, koliko časa se že s tem ukvarjaš, rekla, da se pa recimo kaj pa ne da zrihtati? Da je pa še zdaj prevelik kos in si rekla, tole pa ne morem pomagati. Ne, obstaja kaj vse takega? se da. Vse se da. Vse se da, če se človek odloči, da ja. Čim pa pride nekdo na terapijo, ki ga je nekdo poslal, pa ni pripravljen se soočiti sam s sabo, pa s svojimi temnimi pletmi, to se Itak pravi zaprt, se verjetno pol z njim ne moreš delati, ne? ljubosumjem in tako naprej, potem pač nima smisla, ne. Ravno tako, če pride nekdo na seminar in misli, da bo čarobno rešil vse na seminarju, ni res. Pač Theta Healing je delo. Vztrajanje. Ni potrebno nobenega predznanja, ni potrebno nobene duhovne To se razsvetljenosti. pa da vprašam, moraš biti veren ali pa kaj takega? Ne, samo verjeti v to, da je možno in pa verjeti v univerzalno energijo. To se pravi, v brezpogojno ljubezen, da je nekaj več od nas, ne, ker energija je vse okrog nas. In v bistvu in pripravljen se soočati, a ne? Ker na teti ni samo to naporno, to je najbolj naporno delo, ne? Iskanje vzorcev, ampak so pa tudi zelo zabavne stvari, a ne? Mi se s Theta Healingom pogovarjamo z angelčki, potem se pogovarjamo z duhovnimi vodniki, naučimo se pogovarjati z živalmi, potem lahko zdravimo rastline, delamo anulete, delamo telekinezo, to se pravi tudi premikamo stvari, lahko nalagamo določena znanja v naš DNK, ukrivljamo čas, manipuliramo s temi zakoni, zakon resnice, gledamo v prihodnost, gledamo v preteklost, skratka, zdravimo otroka v maternici mame. Ogromno enih stvari, ni samo tisto klasično zdravljenje, pa da vsem solimo pamet, ampak moj cilj je, da dejansko, ko gre oseba, seminarja zna. Zato jih tudi ne delam preko spleta, zelo nerada, čeprav imam dovoljenje, ne, ker se mi zdi, da s tem lahko tehniko uničiš, pokvariš, ker oseba nekako še vedno sem za ta individualni pristni stik, pa da osebe lahko delajo ena na drugi. Ok. Kaj pa, če greva mečka na vesolje, ne? A imava tam kakšne omejitve? Ne. Ne? Ne. Ok, Nobenih omejitev ne. Omejitve so samo tiste, ki jih postavljamo sami, pravi Napoleon Hill, a ne. Važno je to, da vse, kar mi delamo s Theta Healingom, nič ne vlečemo vase. Torej ni nič bojazni, da bi kaj to na nas Če slabo kličemo dušo v mrtvih, a ne, da jo ne vlečemo v svoje energijsko polje, ampak da dejansko samo opazujemo in se na tak način pogovarjamo in potem to počistimo. Ker to vajo sem se jaz zelo izogibala, ne, ker jaz vzorci dajmo to poštimati, ne, no, ampak dostikrat s to vajo pomagamo človeku, ki ima kakšne zamere do umrle osebe ali kaj nerazčiščenega, da se z njo dogovori. A veste, jaz nočem to kot tega govoriti, ker ne bi bila rada zdaj pa neka čarovnica tam, ampak dejansko se to s Theta da. A ne? In vse te vaje so v pomoč, zato da mi lahko gremo v ta trenutek naprej, tako kaj treba. Ne? In tudi dosti drugih stvari, ne? Je tudi v teh Theta Healing knjigah v slovenščini, a ne? Ker je zelo podrobno opisano, a ne? Ker so ponovno išle in so tudi kot učbeniki se dobijo na seminarju drugače, pa tudi tako, ne. Ok, torej avtorica Viana Stibal, ne? Torej ustanoviteljica Theta Healinga, ne? Tako je, ja. Recimo, koliko časa v bistvu se učiš tega? Koliko časa potrebuješ, da lahko si samozavesten, torej Theta Healer, a se lahko reče? Takole je, ne. Da si mojster torej Theta Healinga. Zdaj, Theta Healing se v bistvu naučiš na prvem seminarju. Potem so pa nadaljevalni, poglobljeni, partnerski odnosi, manifestacije in tako naprej, ne. Imaš tudi certifikate posebne, ne? Ja, jaz imam licenco, katera mi velja.
za Theta Healing, tako da vsi udeleženci, ko pridejo, dobijo uradni certifikat z njene strani in pa tudi upisani so v bazo, kjer so lahko tudi kot vidni kot teta praktiki, ki delajo že naprej, ne, ali pa se lahko skrijejo tako, da drugi ne vidijo. Ne. Ker v Sloveniji že kar nekaj oseb, ki sem jaz naučila, od 2013, ne, tudi sama se še vedno izobražujem. Tega ni verjetno nikoli konec izobraževanja. Ne, ker mi je zanimivo, ker na vsakem seminarju dobimo neko znanje z drugega zornega kota. Ok, super. Zdaj bi pa še nekaj vprašala. Če gledamo zdaj, ne, si prej, kad nočem izpad čarovnica, pa to ne, pa vseeno. A je človek, ki pride k tebi, torej govorimo o tem, da je človek pripravljen na spremembo, da je odprt za te stvari, a je to pravzaprav takole pogovor, ki ga imajo midve zdajle, ali je to vseeno neko tako stanje, da človek reče, wow, da čuti, da se nekaj dogaja, da je nekaj drugače? Ko gre domov, reče, wow. A res? Ja, ko pride, je večinoma vse na strah, ne, kaj bo pa zdaj. Imaš treme, ne, nekaj novega je, ja. Trema je, ne poznamo se. Zaupanja ni še, ne, razvidga. Zaupanja ni, ne. In sploh, ko jaz začnem z drezanjem, kdaj pa zakaj, a ne, jaz prvo povem, da pač se bomo pogovarjali iskreno, da nihče tega nič ne ve, zato nimam nikjer nič objavljeno, kdo je bil na seminarju ali karkoli. Ne, in potem, a veste, se izpostavi zaupanje, ne. Začnejo osebe odgovarjati. Prvo se brani, ampak potem se pa odprejo, a ne, in ko grejo domov olajšani, je to največje zadovoljstvo. In tudi pri meni ni tako, da jaz delam Theta Healing terapijo en za drugim. Ne, 20 dni, da oseba vmes vidi spremembo. Toliko časa pavze. Ja, kako reagira, a ne. Potem jih tudi naučim, kaj imajo za domačo nalogo, da se opazujejo, da napišejo vse zamere, zavrnitve, obžalovanja, največje čustvene izdaje. In potem prihodnjič delamo na tem, a ne. Ker, a veste, te vzorci niso samo kar tako neki, ne, ker so na 4 nivojih, to se pravi, prvi je od rojstva pa do zdaj, drugi, kar so nas naučili, ne, tukaj je zelo prisoten občutek krivde pa izdaje, drugi je ta dušni nivo, ne, ki potujemo skozi življenja različna, tudi učimo se celi dušo, pa vračanje delcev dušo, pa tako naprej. Potem je zgodovinski nivo, ki je zelo bremenilen, to je kolektivna zavest naroda, vpliv religije in tako dalje, pa genetski nivo, ki se pa nahaja tukaj noter. In v tem DNK-ju, ne, ki mi o DNA-ju govorimo, mi smo aktivatorje DNA, ker tudi aktiviramo DNK vijačnico, te nove povezave, so noter geni. In gen, ne, je sestavljen iz genskega zapisa, kjer pa nosi vse spomine in pa vse izkušnje naše genetske linije po obeh starših do pračloveka skoraj. Dejansko se lahko stvari dogajajo, pa sploh ne vemo zakaj. Tako je, ja. Ker se niso nam zgodile, ne? Tako. In potem, ne, naprimer, en čist tak banalen primer, ne, zakaj mislimo, da ženske ne znamo z denarjem. Je zaradi tega, ker do 19. stoletja, ne, so moški operirali z vso doto in ni važno, kaj je on počel z denarjem, ženska ni imela vpliva, ne, na to. Zdaj je moda, ne, da so vsi moški neduhovni in ne vem kaj vse. Ta prepričanja je zakaj? Zaradi tega, ker je na genetskem nivoju prepričanje, da so moški nečustveno, da so močni in tako dalje, ne. In mi se tega sploh ne zavedamo. Potem se ukvarjamo z zaprisegami, z obljubami, prekletstvi, krvnimi pogodbami, črno magijo, ki je tudi na genetskem nivoju, ne. Kaj je s tem? Dostikrat pridemo do kakšne samske mamice, a ne, prababice ali ne vem koga, ki je imel slabo izkušnjo z moškim, pa se je odločila, da bo sama, a ne. In če je bil ta genetski preskok narejen, je običajno ta oseba sama. Zadnjič sem imela enega gospoda, ki ima zelo tako veliko farmo in so iskala, zakaj ne more pač nadaljevati tako, ne. Ja, neki prednik je bil neki Šinter, a ne, in zdaj nekako on to na genetskem nivoju popravlja. Ni dokazan, ampak razvoj duše.
Wow. No, hvala seveda za vse te informacije. Če bi radi tudi sami seveda imeli vpogled v vašo dušo, preverili, kje pravzaprav se vam zatika, Edita bo pravi naslov. Hvala še enkrat za obisk. Hvala.